Pozdravljeni. Danes govorimo o nečem, kar nas povezuje z otroštvom, športnim vzgojnim kartonom. A zdaj prihaja tudi za odrasle. Raziskovalna skupina SLOFIT z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani začela z največjo znanstveno raziskavo o telesni zmogljivosti in zdravju odraslih Slovencev, ki bo trajala do leta 2027. Kaj nam lahko meritve povedo o našem zdravju danes in celo o tem, kakšno bo naše zdravje čez leta? Z menoj je profesor dr. Gregor Jurak iz Fakultete za šport. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Z veseljem. Govoriva o športno-vzgojnem kartonu. Je to dejansko ta karton, ki smo ga vsi v šoli izvajali vsako leto? Gre za različico tega, ker so tiste merske naloge, ki so v šolskem obdobju prilagojene otroški populaciji. Tam je bil izziv, kako narediti neke naloge, ki bi bile veljavne tako recimo od 6. do 19. leta starosti, in izkušnje kažejo, da nam je to odlično uspelo. No, pri odraslih gre pa za to, da še vedno merimo iste gibalne sposobnosti, naloge se pa nekoliko spremenijo, da so ustrezne razvojni stopnji varnosti tudi odraslih oseb. To je predvsem varnosti, ja. Pa lahko izvajajo odrasli iste podobne vaje, kot ste rekli, ali so se v teh 20 letih kaj spremenile? Lahko torej en odrasel človek zmore narediti enako število ponovitev vaj kot pred 20 leti? Zdaj, če gledamo generacijsko, ja. To pomeni, da gledamo recimo generacijo, naprimer 15-letnikov danes in pa pred 20 leti, seveda obstajajo razlike. Vendar se pa te razlike dosti spreminjajo, ne? Če pogledamo našo populacijo, šolsko populacijo, je bil upad zmogljivosti takoj po osamosvojitvi Slovenije, smo zaznali, potem smo nekako uspeli stabilizirati to turbulentno obdobje do leta 2000, potem je bil pa izrazit upad, zlasti zaradi različnih življenjskih slogov, še posebej pri fantih, kjer bi lahko rekli, da so zamenjali plezanje po drevesih z konzolami pa pametnim telefonom. To je bilo v obdobju leta 2000 do leta 2010, ko smo zelo opozarjali na to in je tudi politika prisluhnila. Takrat so odločevalci sprejeli v bistvu to, da smo šli v nacionalni projekt Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah in smo bili med leti 2011 in 2018 edina država na svetu, kjer smo uspeli zboljševati telesno zmogljivost in zmanjševati debelost populacijsko, ne. No, če zdaj pogledamo, ta generacija, ki je takrat bila v letih 2010 in 2010 nekje v srednjih šolah, to so danes že v bistvu ljudje, ki delajo, ne. In to takrat je bila ena generacija, ki lahko rečemo, da je manj zmogljiva, potem šla v odraslo dobo in zelo nas zanima, ne, seveda, kakšni so zdaj ti kot odrasli, zaradi tega, ker vsi ti dejavniki izjemno vplivajo na našo družbo. Slovenci smo pregovorno marljiv narod, pa smo se kdaj vprašali, zakaj? Kaj je vzadje? Recimo, mi raziskovalci vemo in smo prepričani, da je za tem telesna zmogljivost. Telesna zmogljivost, ko govorimo o njej, je pa treba vedeti, da je nek skupek našega vedenja. Po eni strani zelo intenzivno telesne dejavnosti, vendar se naša raziskovalna skupina ne ukvarja zgolj s telesno dejavnostjo, ampak gleda 24-urni krog. To pomeni, da nas zanima tudi sedenje in spanje. Temu se reče 24-urna gibalna dejavnost in tudi različne intenzivnost telesne dejavnosti. Od takšne, kjer samo stojimo, kjer je energijska poraba zelo nizka, pa do tiste, ki je najbolj koristno, ko se globoko zadihamo in oznojimo. In skušamo tudi ljudem na osnovi tega povedati, koliko mora biti razmerje med posameznimi temi sestavinami. Ravno prava količina spanja, sedenje je izrazito slabo, recimo tudi midva zdaj sediva in bi lahko ta intervju naredila tudi drugače, ne? Lahko bi sedela, pa smo nekako prevzeli to sedečo kulturo, ki je slaba za nas. Slaba je pa iz večjih vidikov. Tudi iz vidika položaja našega telesa, zaradi tega, ker krivimo neustrezno v bistvu našo lego telesa. No? Ampak da ne bom zašel še predaleč, druga plat tega kovanca telesne zmogljivosti je pa prehrana. Se pravi, imeti ustrezno uravnoteženost med energijskim nosom in energijsko porabo je ključen problem sodobne družbe te 5.0.
seveda jedro tega kovanca so pa naši geni. Mi se ne odzivamo vsi enako na napor, imamo različne tu odrežljaje in enako tudi je pri presnovi. Se pravi, mi nimamo vsi enake presnove, to pomeni tudi, ko kaj pojemo, nekateri imamo takšno, drugi drugačno v bistvu presnovo. No in telesna zmogljivost pa v bistvu kaže sumarno vso to stvar in nam zelo dobro da informacijo, kje smo in je najbližji kazalnik zdravja, še posebej v otroštvu, kjer se to vedenje še nalaga do te mere, da bi bile neke bolezni pri otrocih. Mi imamo zelo malo dejansko otrok, ki bi imeli že zaradi vedenja v otroštvu neke bolezni, presnovnega sindroma, različne oblike raka in tako naprej, ki pridejo točno z nalaganjem teh vedenj. No in ideja tudi te študije, o kateri je govora, je točno to, da bi pa mi skušali ugotoviti na tako imenovanih kohortnih podatkih, to pomeni, da imamo človeka, ki ga spremljamo od šolskega obdobja pa v odraslo dobo, da vidimo, kakšna je njegova telesna zmogljivost bila v otroštvu, kaj je počel v vmesnem času, kakšen življenjski slog je imel, kako je telesno zmogljiv v odrasli dobi in kakšne ima zdravstvene izide. In da bi lahko napovedovali, potem na podlagi teh podatkov, ko bi analizirali, bi lahko rekli, nekdo, ki ima recimo mišično zmogljivost, kot eno tako zelo podcenjeno zmogljivost, na tej in tej ravni ima takšno in takšno tveganje, naprimer tudi za neke bolezni, ki so povezane lahko z rakom, kar se zdi na prvi pogled mogoče nenavadno, pa ima svojo osnovo. Naprimer, da vam povem, mišična masa je izjemno pomembna tudi za imunski sistem. Je naš največji imunski sistem, ker se tam tvori cela hormonska slika. In če mi ne dobimo ustrezne mišične mase v mladosti, se nam to pozna kasneje. Zato, ker mi z starostjo, potem, ko enkrat dosežemo 40 leta, dejansko vsako leto zgubljamo mišično maso. In jo ne pridobivamo, lahko jo samo še vzdržujemo. Zato je zelo pomembno in naše delo je, da tudi ne zgolj testiramo nekaj. Naše delo je, da spremljamo, da vcepimo ljudem, kako pomembno je spremljati svojo telesno zmogljivost in se odzivati. To pomeni, da jim tudi svetujemo, kaj pa zdaj, kaj pa lahko naredim sam zase. In imamo v povezavi s tem mi naš poročilni sistem, ki to omogoča in je povezan z SlowFit nasveti, ki jih imamo na spletu, z posnetki posameznih vadb. Poleg tega, da imamo tudi sami neko vadbo, ampak to ni naš primarni cilj. Naš primarni cilj je, da bi ljudem dvignali ta znanja, temu se reče tudi gibalna in pa tudi zdravstvena pismenost, da bi vedeli, kaj lahko sami pri sebi naredijo. Koga pa nagovarjate? Ker naprimer, jaz, ko sem razmišljala o najini temi, sem razmišljala, jaz, če bi bila fit, potem bi se želela poizkusiti v tem, kako sem fit. Jaz, ko nisem najbolj fit, si ne želim priti preveriti, kako zelo nisem fit. Kako torej dobite iz vsake te skupine prave posameznike, da bojo seveda relevantni podatki? Ja, izjemno pomembno in pravo vprašanje. Mi skušamo dobivati naše podatke iz različnih ciljnih skupin, sodelujemo tudi z nekaterimi društvi bolnikov, tako da dobimo tudi ljudi, ki so nekoliko gibalno manj učinkoviti, in pa sodelujemo tudi z zdravstvom kot takšnim, tako imenovani centri za krepitev zdravja, kjer skušamo ravno prek enega projekta, ki tudi z Olimpijskim komitejem poteka Zmigaj se na vadbo, skušamo dobiti takšne posameznike in jim dati to vrstno povratno informacijo. Tako da imamo zelo širok spekter teh ljudi, ki prihajajo, od teh, ki so bolj fit, bi rekli, in imajo dosti visoko zavest, pa do takšnih, ki recimo imajo nižjo zmogljivost. Tako da vsekakor je pa to trd oreh in tu bo potrebna sistemska podpora, tako rekoč, da se bomo začeli zavedati vseh okoljih, pa ne zdaj samo na ravni nekih državnih inštitucij, zlasti tudi na ravni delovnih organizacij. Mi tu imamo tudi programe, kako pristopiti k temu, da bo gibanje bolj zastopano v vsak danu posameznika, tudi na delovnem mestu, kot je tukaj, zdaj v tem studiu, da bomo razumeli, kaj se dogaja z našim telesom in koliko moramo mi narediti nekega vložka gibalne dejavnosti, da bomo zdravi.
Kaj preseneti udeležence vaše raziskave, ko gredo skozi ta športno-vzgojni karton? Preseneti nekatere, ker prej ste me vprašali, koliko je možna primerjava recimo iz otroštva, nekatere naloge imamo pa še vedno takšne, da so neposredno primerljivi rezultati. In ena od njih je ena naloga, ki je zelo specifična za slovensko okolje, smo tu razvili to mersko nalogo, to je dotikanje plošč z roko, tako imenovan tapping, ne, ki je simpatična naloga in jo marsikdo dela, ne. In presenetljivo pri tej nalogi celo lahko pride do izboljšanja v odraslo dobo, še posebej pri ljudeh, ki se zdaj ukvarjajo z recimo nekim delom, ki zahteva neko medmišično koordinacijo, ki jo v otroštvu niso imeli. Recimo te nove generacije so zelo v bistvu podvrženi tudi drobni koordinaciji dela rok, medtem ko starejše generacije niso imele tovrstnih recimo nekih gibalnih vzorcev, tako da se lahko zgodi, da ima nekdo še vedno na podobni ravni, kot je imel v otroštvu recimo to gibalno sposobnost, medtem ko izrazito pade seveda mišična moč, padejo tudi aerobna zmogljivost. In največje spremembe se začnejo dogajati po 55. letu starosti. Ne? Takrat se začnejo drastično te zmogljivosti zniževati in tisti, ki uspe vzdrževati to raven, bo imel potem tudi kakovostno to starejše obdobje. In veliko nam je ljudi hvaležnih, ko sami zaznajo, da recimo v posamezni sposobnosti je zaznan nek odklon in da jih napotimo, kako zdaj vaditi. Vsi si želijo, da ne bi ostali zgolj pri tem, da nekaj identificiramo, kaj zdaj naprej. To je ključno sporočilo in ravno na tem močno delamo. No. Se pravi, da če gre nekdo skozi ta vaš postopek, potem lahko dejansko na koncu reče, oprostite, glede na moje rezultate, mi poveste, na kaj naj se osredotočam. Še bolj, mi imamo v bistvu takoj, zato ker imamo informacijsko podporo, vsak se registrira v aplikacijo Moj SLOfit, to je spletna aplikacija, ni na telefonu, in takoj se mu generirajo rezultati za primerjavo, kje sem jaz glede na neke zdravstvene kriterije, in tudi kje sem glede na vrstnike, in takoj zraven so povezave do nasvetov za posamezno, recimo, če sem jaz šibek v gibljivosti ali pa v mišični moči ali pa recimo v koordinaciji, agilnosti in tako naprej, takoj dobim neki nasvetov, na kakšen način se naj tega lotim, in na koncu imamo še vedno, kljub tem, bom rekel, povezavam, mi osebni posvet z enim od naših strokovnjakom, kjer gremo to skozi, razložimo in predlagamo, kaj in kako lahko vsak posameznik zdaj naredi ali sam, ali z vključitvijo v neko vadbo. So velike razlike med moškimi in ženskami, kar se tiče telesne zmogljivosti? In kakšne so? Jaz bi tako rekel, da odgovor je ne. Predvsem mi smo država, kjer imamo zelo zmogljive ženske. In to je ena velika sreča za nas. Zakaj? Mislim, da so naše ženske ena najbolj zmogljivih ženskih populacij na svetu, in to je zelo pomembno, zaradi tega, ker po drugi strani pa naše raziskave za sociološkega polja kažejo, da so zlasti mame tiste, ki ustvarjajo življenjski slog družine. In to pomeni, zato ker imamo zmogljive mame, prenašajo v bistvu to na otroke, ne glede na to, ali je moški ali ženski potomec. In to je ena taka stvar, ki bi jo mogli prepoznati in negovati. Jaz pravim, mi imamo zlate mame. Tako da resnično to populacijo, koliko pri nas ženske nosijo, bom rekel, celo družbo, mislim, da ni dovolj prepoznano. Zelo pametno govorite, ste mi zelo všeč. Zaznali ste absolutno prave stvari, zelo sem ponosna, da je tako, ker tudi sama čutim, da je res tako. Ali se na vaš program prijavijo skupine prijateljev moških, ki se malo med sabo želijo tekmovati? Ne moških. Prijavijo se manjše skupince, ampak prej ženske populacije. Pridejo, se dogovorijo,
greva se preizkusiti ali pa gremo pogledati, kako smo, in so potem zelo zadovoljni z to povratno informacijo. Pa tudi potem ta nek odnos, da pride ne zgolj eden, da pride ta 2, 3, 4 je zelo dober, zaradi tega, ker ustvarja neko dinamiko potem tudi kasneje pri vadbi. Dejva se midva dogovoriti, bova midve recimo skušale izboljšati to zmogljivost. In ko ste me prej spraševali tudi na čem so navdušeni ti ljudje, najbolj so navdušeni tisti, ki niso prišli prvič, ampak so prišli recimo že po enem letu in so vmes nekaj delali v skladu z tistim, kar je bilo priporočeno, in so zaznali napredek. In rečejo, ne morem verjeti, da sem napredoval pri svojem recimo 65. letu starosti. Seveda je to mogoče. Sploh, če v preteklih letih ni bilo recimo toliko vložka, ne? Gotovo. Torej, vse te vaje, ki smo jih delali v šoli, v vzgojno-športnem kartonu, imajo svoj smisel in pokažejo na določen tip kondicije oziroma zmogljivosti. Vse so ciljane torej. Ja, vsaka ima v zadnji eno gibalno sposobnost. Recimo tista, ki sem je prej omenil, tapping, gre za živčno-mišično koordinacijo, ki je zelo pomembna, ko se, recimo, če se bi tudi kaj nepredvidenega zgodil, tisti, ki ima takšno tovrstno koordinacijo, jo bo boljš skozi odnesel. Žal je to tudi povezano recimo z kakšnimi prometnimi nesrečami ali pa v vsakdanjem življenju. Recimo, če ti spodrsne, bo ta medmišična živčna koordinacija hitro povezala mišice v mišično verigo, da se boste boljš odzvali. Potem imamo pa recimo koordinacija, ko je bolj na višji, grobi ravni, to je tisti test premagovanja ovir nazaj, poligon nazaj, kjer se vključujejo v bistvu vsi več delov telesa, celo telo. Potem imamo recimo skok v daljino z mesta, kjer gre za eksplozivno moč, ki je tudi zelo pomembna in zelo posebna, zato ker v čim krajšem času moramo izraziti čim večjo moč. In tega nismo vsi posamezniki enako sposobni. In recimo to je ena od vrst moči, kjer tako medgeneracijsko opažamo upad, kar je slabo. In se trudimo, da bi se več delali tudi na tej ravni, zlasti pri otrocih. Potem imamo naprimer predklon, ki ga imamo, je gibljivost, ki nam je zelo pomembna tudi z vidika preprečevanja poškodb, pa gibalne učinkovitosti. Zakaj poškodb? Če smo mi sposobni imeti gib v celotnem obsegu, v celotni amplitudi, bomo zaščitili v bistvu tudi svoj sklep pred neko poškodbo, ne? Hkrati bomo pa povečali, da bomo, recimo, če imam jaz pač en razpon večji nekega giba, bom lahko tudi gibalno bolj učinkovit. Potem tek na 600 metrov je naloga, ki je povezana z srčno žilno zmogljivostjo. Ta je ključna nasplošno za našo delovanje, funkcioniranje, za našo vzdržljivost in tudi psihološko dimenzijo vztrajnosti. Če nam ta pade, potem tudi mi nekih delovnih nalog ne moremo upravljati, zaradi tega, ker ne moremo vzdrževati pozornosti, in tu se jasno kažejo zelo tesne povezave tudi z kognitivnimi sposobnostmi in z akademskim uspehom. Zato mi že zdaj vemo v bistvu, kakšni bodo rezultati, ko bodo prišli septembra ven za PISO 2025. In nas tudi nič ne presenečajo zdaj zastoj v znanjih na nacionalnem preverjanju znanja v koncu osnovne šole. Se mi ves čas to poudarjamo, da zastoj v telesni zmogljivosti se bo pokazal tudi v kognitivnem delu. Logično. Lahko pridejo k vam tudi tisti, ki imajo kakšne zdravstvene omejitve, težave. To so torej leta, ko se pojavijo težave hrbtenice, sklepov. Tudi potem pri njih prilagojeno naredite? Super. Hvala za to vprašanje, ker ste me spomnili, da moram poudariti eno stvar. Za odrasle imamo mi, za razliko od otrok, na začetku tako imenovane presajalne naloge. To pomeni, da najprej pregledamo, koliko je posameznik zdrav, in če je dovolj zdrav, da dela potem tudi gibalne naloge. To pomeni, da na začetku pogledamo neke osnovne kazalnike, kot je krvni tlak, zasičenost kisika v krvi, pa še ena funkcionalna naloga.
In imamo potem tudi vprašalnik, če ima mogoče kdo kakšne zdravstvene omejitve, in na osnovi tega tisti, ki je vodja meritev, ki je vedno izobražena oseba z tega področja, to pomeni, da je kineziolog, zdravnik ali fizioterapevt, potem reče, ok, ta oseba lahko gre naprej, če ugotovi kakšne posebnosti, se posvetuje s to osebo, če ima neke omejitve, lahko tudi opredeli, da določenih nalog ne dela. Ta oseba lahko pride tudi celo mogoče z zdravniškim potrdilom, ki reče, teh nalog priporočamo, da ne. In ravno, ko imamo te skupine pacientov, iz društev pacientov, običajno tam točno to delamo, da nekaterih nalog recimo ne delamo, zaradi tega, ker bi lahko bile zdravstveno nevarne. Povejva še čisto konkretno, če se kdo želi prijaviti, da bi sodeloval v tej vaši res veliki raziskavi, kakšen je postopek? Ja, prijave potekajo v bistvu vedno preko nekega spletnega obrazca, v katerem vpiše se v željen termin. In na osnovi tega potem ni nekega čakanja, ti prideš na tisti termin, na recepciji se registriraš, potem, ko se spreoblečeš, prideš v telovadnico in imamo cel protokol, najprej z temi presajalnimi nalogami in antropometrijo, ki se naredi, sledi ogrevanje, zaradi tega, da je varnost zagotovljena pri izvajanju merske naloge. Po gibalnih nalogah pa potem sledi še ta analiza z tem, recimo, enim od naših strokovnjakov in nekako 1,5 ure si je treba vzeti časa za vse skupaj. To izvajate po celi Sloveniji? Drži, mi imamo objavljen tudi mesta, kjer to izvajamo na naši spletni strani. Ta spletna stran je slofit.org in tam imamo ta mesta, kjer se to izvaja. Imamo pa zelo v bližnji prihodnosti v Ljubljani, pa potem seveda po različnih krajih Slovenije. Je pa naša ideja tu ni, da bi zdaj mi skušali na narekovajih prodajati raziskavo. Daleč od tega. Mi si želimo v bistvu po principu občanske znanosti ravno to, da bi ljudje sami začeli sebe raziskovati. To je naša ideja. Vsak postane vpisan, je registriran uporabnik te aplikacije Moj SLOfit in pri tistih, ki obstaja priložnost, da se najdejo tudi njihovi podatki iz otroštva, se ti podatki povežejo in oni imajo potem iz otroštva vse naprej, kakšen je bil njihov telesni in gibalni razvoj. In ideja je, da bodo ti še naprej spremljali svojo to telesno zmogljivost. Znotraj te aplikacije imamo tudi možnost, da oni ovrednotijo svoj življenjski slog in dobijo povratno informacijo isto s poročilom in isto z nasveti, kaj spremeniti. In ideja je ta, da začnejo skrbeti sami zase, da vzamejo stvari v svoje roke. To je ideja, ne da zdaj pridejo skolj na neko testiranje, ki je za znanstvene namene. Daleč od tega. Mi si želimo ravno to, da postanejo oni sami svoj gospodar. Ravno to sem želela vprašati, kakšna pa je možnost, da naprimer pridobiš svoje športno-vzgojne kartone za 40 let nazaj, naprimer? Mala v osnovi, zaradi tega, ker podatki so bili načeloma anonimizirani, razen pri podatkih, kjer so bili raziskovalni, so bile raziskave. Ampak pri nekaterih je to obstajalo zlasti zaradi tega, ker na začetku, ko se je to začelo uvajati, je bilo 5 let poskusnega obdobja raziskovalnega, ko se je to delalo in ravno mogoče pri tistih najstarejših bi lahko bili to neki podatki, ki bi še bili na voljo. Ja, to bi bilo res zanimivo, da pogledaš za nazaj. Nam je to tudi zelo v interesu, zaradi tega, ker nas ravno to zanima, da čim prej dobimo čim daljše podatke, če temu tako rečemo. Ker teh podatkov je v globalnem smislu zelo malo. Če naprimer gledava, da imava pred sabo nekoga, ki ne giba dovolj in bi rad začel. Kaj je po vašem najbolj galantna, najbolj prijeten način, da začneš z neko športno vadbo? Na kakšen način, koliko? Ključno je, da ugotovimo, kaj zna. Če nekdo zna kolesariti, je to recimo kljub temu, da ima neke druge omejitve, da težko hodi, zato ker ima mogoče tudi maso visoko in tako naprej.
je lahko to zelo dobra stvar. In moramo sam poiskati, kdaj, na kakšen način bo to varno delo. Potem nekdo drug lahko se je naučil dobro plavati v otroštvu in lahko to dober način in najdemo. Skratka, ne gre zgolj za neko sam telesno zmogljivost, ampak tudi znanja, ki so v ozadju. Nekdo ima super priložnost, zaradi tega, ker živi ob gozdu, lahko nameni vsak dan toliko minut hoje navkreber, ki je izjemno pozitivno. Se pravi, to je tisto, kar je treba pri posamezniku najti. Vse je boljše kot nič, potem je pa treba v bistvu to mejo premikati. Nekdo, ki je nič, ne sme začeti takoj naslednji dan za 60, ampak je treba postopoma zviševati ta prak in najti aktivnost, ki je posamezniku blizu, potem pa v nadaljevanju lahko se naučimo še kaj novega. Recimo ena tako malo mogoče spregledana vsebina je ples. Ples je lahko super in ga lahko izvajamo v različni intenzivnosti. Od manj intenzivne pa do zelo, zelo visoko intenzivne. Tako da mi, ki se ukvarjamo s tem področjem, ne želimo dajati univerzalnih nasvetov, zaradi tega, ker je to vedno povezan z posameznikom, kakšna ima znanja, kakšne ima kompetence, kje živi, kakšne ima interese, in to je ključno, da tudi ne gledamo tako pošrek ljudi. V kakšnem časovnem obdobju ljudje vzljubijo športno aktivnost? Koliko se je treba gibati in do kakšnih rezultatov pride, potem nekdo reče, zdaj mi pa ni več muka iti zjutraj teči ali pa hoditi. Ja, v bistvu je treba povedati, da je tudi tako športna vzgoja daleč najbolj priljubljen predmet pri osnovnošolcih in srednješolcih. Se pravi, imamo veliko večino ljudi, ki uživajo sicer v gibanju, ampak potem se jim zaradi življenjskega sloga porazgubi to in nimajo več toliko tega v življenjskem slogu in je potem mogoče znova težko začeti. Se pravi, ta sprememba zahteva v bistvu, da se organiziramo in znova pridemo v neko rutino. Zato, ker ta rutina je ključna. Ja. Če imamo mi to higieno gibanja vsakodnevno, potem smo ogromno naredili zase. Ampak to higieno je, kot za vsako drugo vedenje, ne naredimo z enotedensko prakso, ampak jo naredimo skozi večtedensko. Pri vadbi mi točno vemo, da po 6 tednih lahko pričakujemo učinke. In ljudje smo tudi takšni, hitro, ja. da nas učinki zanimajo. Če ne bomo po enem tednu še videli učinka vadbe, moramo vedeti, da je to nekaj povsem pričakovanega. Dajmo potrpeti, v narekovajih. Ja. In po 6 tednih bojo pa že vidne določene spremembe. Ampak za spremembo vedenja bo treba pa še dlje. Rekli ste, da smo zelo marljivi, tako da verjetno je tudi tukaj vredno potem vztrajati. 6 tednov se takoj obrne, saj čas leti kot Usain Bolt. S čim se pa vi vse ukvarjate z rekreacijo? Kako vi skrbite zase? Jaz imam pa to srečo, da imam ful veliko gibalnih znanj. Jaz sem bil v mladosti sicer tekmovalno plavalec, tako da še zdaj skočim v bazen, ko imam priložnost. Tudi poleti še vedno plavam, ker sem dober v vodnih športih, mi to daje veliko možnost poleti, zelo rad kajtam, se potapljam, se pravi, to so poleti, kadar sem recimo ob vodi, potem kolesarim, tako gorsko kolesarjenje kot cestno kolesarjenje. Skrbim drugače tudi zase z vidika fitnessa, se pravi, da tudi doma imam en set opreme, da delam vadbo za moč. Zelo veliko hodim po hribih, po zimi smučam oboje, tako alpsko kot tudi nordijsko. Skratka, igram košarko, igram odbojko. Jaz imam izjemen velik nabor znanj in to je tisto, kar bi si mi želeli, da ljudje v zgodnji mladosti dobijo to paleto nekih športnih znanj, ki jih lahko potem koristijo v celem življenju. Prosim, recite mi, da kdaj tudi samo ležite na kavču. Absolutno. Hvala. To
To je sestavni del vadbe, je počitek. Meni je regeneracija zelo všeč. Ja. Ja, seveda, to je nujno potrebno in je treba znati v bistvu po vadbi tudi počivati. Ja. Ja, res je. Najlepša hvala za obisk, vse dobro vam, vsem tistim, ki bodo prišli na vadbo. Jaz pa še zbiram pogum, ampak vsekakor mislim, da bom obkrožila, da se tudi jaz prijavim, ker me res zanima, katerih nalog res ne bom več mogla upravljati. Velja, dobrodošli. Hvala lepa. Telesna zmogljivost ni le številka, je ogledalo našega zdravja danes in napoved za jutri. In morda prvi korak ni težak trening, ampak preprosto odločitev, da preverimo, kje smo. Hvala, ker ste bili z nami, pazite na svoje zdravje in nasvidenje.